Ljudje in ljudje, poslušate 156. epizodo podcasta Obod, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obod, okuženi banditi, opolnomočeni z distopijo, smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in moja malenkost Aljoša Harlamov. Tokrat s kar 3 skrivnostnimi, zelo skrivnostnimi gosti, ne boste verjeli. Z nami so novinar in žanrski zanesenjak, prvič z nami Marko Valadžija. Lep pozdrav. Živijo, Marko. Kako se počutiš kot prvič na podkastu? Malo me je strah, ampak mislim, da bom zmogel. Dobro. Take imamo najrajši, ki jih je strah, namreč ne take, ki mislijo, da bo zmogli. To si vsak misli. In pa še 2, zdaj že naša, lahko rečemo, mislim, da stalna gosta, njuno visočanstvo, prevajalec in jazbinar Sergej Hvala Sneti. Živijo. Okay. Ne bom komentiral. Ter pisatelj in mislec Mirt Komel. konnichiwa. Tega pa sploh ne smem komentirati. Današnja epizoda je posvečena seriji The Last of Us, po slovensko zadnji med nami, po bodovsko poslednji od nas, ker o tem res še nismo ničesar rekli. Če serije slučajno še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bo epizoda vsebovala kvarnike, zato pazljivo napredujte. Če pa ste serijo že pogledali ali pa je niti ne boste, pa zapustite varno zavetje svoje komunistične skupnosti in gremo na pot skozi apokaliptično ZDA. Maestro, enoglivično. Ok, to je to. Mi smo se danes odločili, da bomo naredili epizodo, ki je nekakšna kulminacija vseh naših epizod do zdaj, namreč teh od The Last of Us, ne čisto vseh do zdaj, teh je preveč. In smo povabili kar 3 ljudi, ki nekaj vejo o The Last of Us, ali o glivah, ali o okužbah, ne vem, čisto dobro, se bo izkazalo med pogovorom, o čem veliko vejo. In tako da imamo danes eno tako, kako bi temu rekel, ves čas bomo klobasali, ker smo taka klobasarna danes, če me razumete, kaj hočem povedati. Ja. Lačenka. Dobro. Homopol. Zelo smešno, posebej, ko to reče vegan. Kratka, bomo naredili en tak pregled prve sezone. Mi smo sicer vsako epizodo posebej, razen prvih 3, ki smo jih nekako skupaj zajeli, smo obravnavali v kratkih naših epizodah. To je pa dolga epizoda in odločili smo se, da povabimo 3 eminentne goste, ki bodo tokrat povedali več od nas, ker smo mi že bolj manj vse, razen Mita, on še gotovo ni povedal vsega. Ne, povabil si 2 eminentna, pa mene. Ne, ti na dejno. Kaj ste niste, pa dejno. Skratka, kje naj sploh začnemo s tem pogovorom? Mogoče pri tem, da seveda vprašamo zdaj, če jaz prav razumem, ste vsi 3 tudi igričarji, vsi ste tudi odigrali, vsaj prvi špil. Oba. Je res. Oba? Vsi 3 oba, ok, skratka, dobro Sneti, no? Nismo vsi tako kot ti, kot ti rečem. Še dobro. Gramo Super Mario. Tako da moj film še Mi ga prihaja. tudi. Skratka, vsi ste špilali in zdaj ste kompetentni sogovorniki za to, da na prvo vprašanje skratka odgovorite, kako vam je bila všeč serija glede pač na špil. Je boljša od špila, enako vredna špilu, slabša od špila. Skratka, tisto večno vprašanje, ki se ga vedno zastavljamo, a je lahko neki posneto po špilu dobro, ali pa vse enako dobro. Mogoče bomo tu vseeno začeli z Snetjem, ker je špilmajster tega omizja, kako je zožil oči, zelo seksi. Skratka, mogoče ti začneš, kako je bila tebi, kako se je tebi zdela serija, potem, ko si oba špila že preigral in si vedel v resnici vse približno, kaj pričakovati. Vedel sem vsebino, kaj pričakovati, pravzaprav je bilo čist nadpoprečno, ker je poprečje to bolovsko nizko, UV bolovsko nizko.
Samo po sebi, mislim, če jo gledam pač kot serije, ne, ki jih gledam, recimo, in zdaj usporedam z raznimi, ne vem, Walking Dead ali pa nečim, kar je pač pojem odlične serije same po sebi, kot je, ne vem, Succession, recimo, ne. Okay. Ja, tukaj pa začne zmanjkovati, ne. Jaz ne bi rad bil ki zdaj začne upiti, kako je to grozno, ne, ker sem končno, res, da sem vesel, da smo končno dobili nekaj, kar je vsaj približno koli izvira iz voda videoiger, da ne izpade vse skupaj res tako bedno, kot je do zdaj, ne, ko vedno ko rečeš, kako? Če smem malo prekiniti, končno po letu 2001 spet nekaj, ker Resident Evil film je tudi bil vreden. Dobro, bomo retro tukaj navdušeni, ne? Čeprav roko na srce, zadnjič sem ga, mislim, pred par leti sem ga gledal, pa recimo, ne, da pač so bile redke izjeme, ampak bolj v kinu, no, če so že bile, ne, kar se tiče pa TV-a, ki je zdaj pač Golden Age, pa bolj ne, tako da pač je solidna serija, tudi če ne bi poznal igre, bi tako rekel, ne, ampak se mi zdi, da vse malo preveč hypa je zdaj tukaj na tem, ne, ker mislim, jaz sem gledal Walking Dead do nekje 7. ali 8. sezone, kar sem dolgo zdržal, se mi zdi, ne, in je bilo pač že malo tako vse skupaj, ne, se mi zdi, da se kar dobro zgledujejo, ne, po zombi stvareh, da pa je pač igranje tisto, kar nam je dalo v okviru špila, ko smo ga pač preigrali, da smo nekako pač to malo spregledali, ne, pa rekli, ne, vse je v redu, bomo to spregledali, zato, ker nam je kul, ko igramo, ne. Zdaj pa, ko pa ne igramo, ne, pa ko je serija samo po sebi, ne, pa pač so luknje, ne, ampak spet ne bi rad bil tisti, ki je tukaj zagrenjen starec. Boomer. Mislim, ne bi zdaj preveč hypal, ne, koliko smo zdaj to najboljša stvar, koliko je to the best, ne, zato, ker pač veliko stvari je dejansko čist direkt skopiranih in to, po mojem, tudi ne toliko najboljš. In tako, ampak, mislim, sem pa užival pri gledanju, seveda, ne, ker tudi sem zvedel nekatere nove stvari glede na igro, ne, ker so razširili in, kako bi rekel, pač dopolnili stvari, ki so tam, niso bile toliko interesu igre, ne. Da pol, recimo, ko igraš, ne, da pol dobiš še, pač recimo, cel del od 2 ljudih, ki sta tam, kjer sta, ne, bi bilo malo prehodo, ne, zato smo tam dobili samo namig in pač en košček ozadja, ne, medtem ko v seriji pa se lahko prvoščimo zdaj, ker je character development in tako naprej, ne. Tako da najboljši izkušnja je po moje, če poznaš igro, če si jo preigrav in si gledal serijo, ne. Pomaž res nek tak kompleten uvod v ta fungusno zombijastični svet. Miceli. Ja, tako. Ok, super, Sergej, super si tole povedal, zelo zanimivo, kar nekaj teh izhodišč, ki se jih bomo še dotaknili skozi ta pogovor, ampak gremo še seveda k drugima gostoma. Zdaj bo še Mirt imel prednost, stalni gostje imajo malo prednosti, tako da se novopečeni malo znebijo tega strahu, ki se ga sicer ne bi smeli, ampak... Prednost, da se prej spotaknemo, to je to. Tako, ja. Skratka, Mirt, kakšni so bili pa tvoji občutki, deliš mnenje z špilmajstrom ali ne? No, mislim, da je splošno znano, vsaj v gamerskih communityjih, da je The Last of Us prekinil to prekletstvo prevodov videoigrov v film, ne, kjer smo vsi potlačili že Street Fighter, Mortal Kombat in skoraj vse, ja, praktično. In pač, da vsi te filmi, ekranizacije videoiger v preteklosti, se mi zdi, da so to naredile veliko škode za renome iger, ker so potem vsi to percepirali, tudi mislim, da ustvarjalci, ki so te vsebine prevajali iz enega medija v drugega, da so veliko škode napravili s tem, ker so tudi videoigre same razumele kot ta ludističen, polseriozen, malo stripovski, malo komičen, akcijski medij in da so potem tudi te filmi zaradi tega izpadli tako neresno, no, da skrajšam cel argument, medtem ko je The Last of Us zelo seriozno, dosledno in zvesto prenesel zelo seriozno vsebino iz same videoigre. The Last of Us videoigra sama je, mislim, da tako zelo močno dramatizirana, glede na pač akcijski del, ta ludističen del videoigre, da je pač bilo, kako bi rekel, samo za pričakovati, da bo dobra serija nastala ven, če bojo le se držali vsebine in duha pač te igre. Ne. To je, se mi zdi, za
za začetek pomembno reči. Drugo pa je mogoče to, da jaz bi celo obrnil še razmerja tukaj, da je TV serija, to, da je nastala TV serija, dobra TV serija po videoigri, ki je še boljša, ne, je dejansko ti pove tudi nekaj malo o duhu časa, v katerem živimo, to, da se je v bistvu razmerje obrnilo. Zdaj ne več niti videoigre toliko capljajo za filmom in televizijo, televizijskimi serijami, ampak so začeli film in TV serije se, da rečem tako, zgledovati ali inšpirirati po videoigrah, ki konec koncev imajo tudi mestoma veliko močnejše pač budžete, ampak jaz bi predvsem ta estetski moment videoiger izpostavil, da videoigre lahko omogočijo nekaj, kar pravzaprav ta dva druga medija ne omogočata, mogoče romani oziroma knjige nasplošno imajo to isti prednost in to je, da, tako kot smo poprej debatirali, pač tirijo nek angažma, neko zvestobo stvari, tirijo to od tebe, da ti preživiš v tem svetu s temi liki tudi veliko več ur, kot jih preživiš recimo s TV serijo ali pa filmom in da imajo potem videoigre, ki so resno zasnovane z dramatičnimi momenti, političnimi poantami, družbenimi kritikami in tako naprej, da je veliko bolj deliverijo tisti sucker punch, kakor ga recimo so ljudje v manjši meri, bi rekel, podoživeli, ko so spremljali TV serijo, ker so iz vsako epizodo dobili en tak mini udarec v trebuh. Ne, to videoigra recimo zato, ker že samo zaradi golega časovnega dejstva, da toliko časa preživiš noter v temu, so potem tej twisti noter, ko pridajo, so toliko bolj močnejši, toliko bolj efikasni, toliko bolj delujejo. Ne. Okay. To je zanimivo, ker pole dejansko, definitivno je pa bolj primerna serija za ekranizacijo videoigra, recimo kot pa film, si vzamela več časa. Okay. Še ena stvar, na katero ne smemo pozabiti, o kateri bomo govorili. In tukaj smo zdaj z novopečenim gostom, Marko Valadžija je tisti, ki... midva so se takrat pogovarjala za House of Dragon. Tako je, jaz sem takrat za NEA napisal članek o izidu House of Dragon in sem iskal primerne sogovornike in na Twitterju me je večkrat vrglo ven podcast obot, nekako sem te pofoloval že prej in drznil sem se ti napisati mail, na katerega si zelo hitro odgovoril in mislim, da smo dosti hitro našla neko skupno besedo in je nastal kar en članek, potem pa mislim, da se je tudi še to sodelovanje podaljšalo naprej. Mislim, da si že enih 3-krat bil v naših člankih omenjen. Tako da... Jaz sem kar pogost pri vaš. Je pa to dosta sreče, odvisno, kaj sponovati na maile ne odgovarjam. Skratka, super, da si prišel, da si z nami. Nekako si tudi sam povedal, da si fan igre oziroma oboževalc igre, skušam prevajati samega sebe vmes. Oboževalec igre. Skratka, kako se je pa tebi zdelo? Se strinjaš z gostoma? Se pravi, če sem prav razumel, je Mir celo neki, pa tudi oba sta nekako rekla, da je serija sicer v redu, dobra, da je pa seveda špil boljši. A sem prav razumel? Ja. Za naju kot gamere, ne? Bi rekel, da ja, ni pa nujno, da zdaj za pač vsakega, ki na kavču sedi in gleda. Za naju, mislim, da smo to tudi pregovorili, ali tudi za vse nas, ne? Zaradi igričarskega momenta je boljše. Jaz bi kar dal, ko bi rekel, challenge ali pa eksperimentalno hipotezo. Jaz mislim, da vsak, ki bi se spravil igrati v to igro, bi gotovil to isto, da je boljše. Marko, ti se skratka strinjaš? Jaz se absolutno strinjam z Sergejem kot z Mirtom, pač igrati da še nekaj več kot sama serija. Mislim, jaz sem bil res v nestrpnem pričakovanju, pač mislim, da je minilo vsaj 7-8 let, odkar sem pač prvič igral The Last of Us, oziroma poslednji od nas. Bili so mešani občutki, dejansko, ker že nekaj teh adaptacij iz igrice je bilo, ki se na koncu niso posrečile, sploh v filmskem svetu. Smo tega že nekaj videli in tudi dejansko ena izmed izdelkov tega studija Naughty Dog, recimo Uncharted je dobil filmsko adaptacijo, ki se je zelo ponesrečila, po mojem, pa je igra fenomenalna, ne? Mislim, da bi se dalo tu ful več narediti. Dejansko pa sem rekel, imam neke zadeve, ki jih vem odprej, kako izgleda svet, kako se zgodba odvije, ampak vedno sem rekel, ni poanta v tem, da jaz vem, kako se bo zgodba razpletla, poanta je v tem, kako bodo oni pripeljali zgodbo do tam. Jaz mislim, da po videnem so dobro pripeljali, nimam kaj za pripomniti. Je pa res, da sem bil na začetku zelo malo skeptičen do castinga. Pedro Pascal v glavni vlogi Joela
mi je bil že od začetka nekako kompetenten, sem imel malo pomisleke glede Belle Ramsey, ima neke malenkost bolj ostre poteze obraza, kot jih ima Ellie v igrici, pač ta vizualni moment in tudi njen način govora, kot se ga spomnim recimo iz Igre prestolov, je bil zelo bojevit. Nisem vedel, če je Ellie takšna, ampak mislim, da sem po 2 epizodah izgubil ta predsodek in mislim, da ta kemija, ki se je razvila med Pedrom Pascalom in Bello Ramsey, je bil pač res izjemno. Na koncu nimam kaj za reči. Jaz bi rekel, da je v vsakem primeru kombinacija obojega za nekoga, ki mu je bila serija všeč, da jo izkusi najboljša kombinacija. Je pa tako, kot je Mirt povedal, ne, ti v igri preživiš okoli 30-40 ur z glavnima protagonistoma, greš skozi res zahtevne situacije in se dejansko zelo bolj poistovetiš z likoma, kot se lahko v 9 delih epizode. In to je bilo tudi moje eno vprašanje, dejansko, ne, koliko so se dejansko en povprečen gledalec lahko poistovetil z glavnima likoma, medtem ko sem jaz pač Ellie in Joela ponotranjil že zelo dolgo časa nazaj in sta pač nekako del mene in v prvem delu igre in v drugem delu. Koliko je pa ta adaptacija dejansko sledila igri, pa mi je bilo všeč, da niso šli vse natančno. Recimo pač moramo omeniti tudi ta 3. del, ki je ta ljubezenska zgodba med Billom in Frankom, mislim, da je pač meni je izstopala zaradi tega, ker tega v igri nismo videli, ne. Franka sploh nismo videli, mislim, da je bil visel na njegove petke smo videli. Tako, točno tako, ne. In Bill dejansko v igri ne umre, ti pusti nekako odprto možnost tu v igri, pa mislim v seriji pa dejansko se njuna zgodba nekako z semi-tragičnim koncem vseeno romantično zaključi. To je pa mogoče bi tu sam dodal, to sem si prav mogel napisati, no, ker to pa me je mogoče edina zadeva, ki me je pa malo zmotila, no, je pa ta čisto v zadnjem delu ta prihod v predbolnišnico v Salt Lake City. Ti v igri dejansko se tam moraš prebiti skozi res eno ogromno hordo teh klikerjev, teh zombijev. Potem pride še do enega momenta, ko se vdre, mislim, da tunel, zalije ga voda, najprej Ellie reši Joela in na to se Ellie skoraj da utopi. In scena v igri je takšna, da dejansko Joel Ellie oživlja. In v tistem momentu pridejo te kresnice do njih, Joelu pravijo, daj roke kvišku, prenehaj. In takrat se naenkrat zgodba konča in se preseli v bolnišnico. Mi ne vemo, kaj se je zgodilo takrat z Ellie. Joel ne ve, kaj se je zgodilo z Ellie. Kar naenkrat pač tisto jaz, da bomo operirali. Ta njun prihod v Salt Lake City je bil pač neko zadnje njuno skupno dejanje, skozi katerega sta mogla po vseh tej kalvariji priti. In v seriji je bilo dobro, Joel tam vseeno prizna, da mu je spodletel samomor pred tolikimi leti, je čustveno nabit, ampak meni je to malo zmanjkalo. Ta del mi je zmanjkal, pa dobro, že večkrat omenjeno, jaz bi vseeno rekel, da mi je malo ta stealth mode, ki ga igrica ima, da se ti dejansko plaziš med temi zombiji, jih probaš nekako biti, mi je malo zmanjkalo, tako da bi imel kakšnega zombija več, če tu nekako potegnem čez. Več, Mirt? Ja, bi se sigurno strinjal s tem, da je pač konec v tem oziru antiklimatičen, sploh ker je recimo tak detajl, ne, to, da Ellie ne zna plavati, ne, je v igri pač zelo poudarjen, ima svojo vlogo tudi zaradi gameplaya, ampak ima potem tudi ta moment, da je pač sirota in da je nihče ni naučil plavati, ne, in potem je tukaj ta father figure Joel, ki ji poskuša olajšati pot v vseh teh situacijah in potem klimatično seveda tudi ta minimalen del zgodbe, ne, potem to, kar je Marko povzel, ne, se potem zgodi to, da to med njima, da je ta zadnji prizor, kjer preden se razideta, v bistvu, da je povezan s to vodo in njenim neplavanjem in tako naprej. Ne. Drugo pa je pač seveda full gamerska zadeva, to, da se seveda iz levela v level stvari stopnjujejo, ne, in imaš v tem zadnjem chapterju najprej to ultimativno skozi tunele soočenje z vsemi možnimi klikerji, runnerji, bloterji na kupu in dobiš seveda vse orožje, ki ga nisi dobil do tiste trenutka. Ne. To je tisti del, ko se živiš potem na to
hordo gobic, ne? Ampak potem je še ta moment, ki je pač spopad s Firefly, ne? Kjer ti tudi pokaže to, kar cela videoigra in delno tudi TV serija prikazuje, in to je, da v sveda postapokaliptičnem svetu so veliko bolj nevarni ljudje kot sami zombi. In to je potem pa zadnji spopad, fight skozi bolnico z Firefly, ki so seveda super dobro oboroženi in stranirani in dejansko je tisti zadnji challenge, tako igralsko gledano. Tlele pa imamo seveda Joela, ki gre skozi in, ko rekel tako, John Wickovsko prešuta svojo pot do operacijske sobe. Ne? Tako da je mogoče se ta moment tudi izgubi. Tako, ko se izgubi tudi, mogoče tretja stvar, da omenim, meni osebno sicer najbolj, ne vem zakaj, ampak najbolj sem užival v tem kleptomanskem momentu igre in to je v scavenganju. Ne? Ti umestne prizore, ko nisi v akciji v steltu, ne, tam lepo gledaš malo okolico in brskaš po starih hišah, stanovanjih, nakupovalnih centrih, po čemu? Po pravzaprav ruševinah civilizacije. Ne? In ta moment radovednosti, ti tam brskaš po drugi. Čeprav pobiraš vedno iste stvari, gamersko gledano, ne, za upgradati pač weapon in tako naprej, ampak kako so narejena ta stanovanja z vsemi pismi, razglednicami in slikami, ki jih dobiš vmes kot tako imenovane artefakte, ki ti dajo potem kontekst, kaj so v nekem stanovanju ali pa communityju zgodilo. Recimo ta zgodba od Franka, ne, pa tega je natanko na ta način podana, je tako kontekstualni narativ, ki ga ti porazbereš. In to lahko zopet samo v videoigra si lahko vzame ta čas, ne, da ti tam lahko pravzaprav te nič ne preganja in lahko preživiš in preiščeš vse te hiše in vogale in kleti in kašče zelo v miru in malo gledaš, kako je v bistvu vsak zelo detaljno narejena igra, kako je v bistvu v vsaki hiši v malem vsebovan ta propad civilizacije. Ne. Pač te resurse moraš dejansko zbirati, ne, ta preživetveni naboj, ki je sicer mogoče tam v prvem, drugem delu, malenkost tako, oni te akumulator iščejo, ko zdaj prideta v tisto trgovino, on odpre en predal na tleh, kjer ima shranjeno neko orožje, neke naboje. Tega je v igri res ogromno. Ne? Meni je ta del igre bil res izjemno všeč. Ne? Ogromno je predalov, ki jih boš odprl, pa so prazni, nič ne najdeš noter. Ne? Ampak dejansko ti moraš res strateško razmisliti, kako se boš lotil posameznega problema, ne? Ker pač ti nimaš na voljo neomejenega števila nabojev, nimaš neomejenega števila teh zdravil in podobnih. In moraš dejansko malo, ta survivor mode ima igra, ki ga serija nima. Tako kot si rekel, je mogoče malenkost težko prikazati v seriji. Jaz sem ni časa niti, ne? Ker mislim, da je serije zmanjkalo časa. Ne? Tudi na koncu jim je zmanjkalo, po mojem je zmanjkalo 2-3 deli, 100%. Tebi se zdi, da je bilo premalo, 9 epizod recimo za prvo sezono. Mislim, na koncu so zelo hitro šli. Ne? Ja. Na začetku je ful tako počas, pa uno pa grejo, pa pride pa tako naprej. Ne? Na koncu je zum, ne? Pridejo, tam so žirafe in cak, smo že v bolnici. Ne? A veš, prav se mi zdelo, veš, ko imamo nekaj izkušenj z pisanjem scenarijem tega, ne, tako že vidim enega tam od zadaj, ne, nima več denarja, ni več časa. Moramo posneti mi, ne. Ena žirafa, ne. Ne, se polih je ful, če si videl, ne, ampak je malo drugače, ne, ampak to moramo dati not, ne, pa zdaj, kako jih spraviti zdaj v bolnico, velik fight s klikerji, ne, a veš, bomo tako naredili, da bojo oni zdaj to uleteli, ne. In tudi ta preživetveni moment, ne, se mi zdi, da vmes tega paddinga v narekovajih, ne, ki to ni, ne, ker v bistvu ta survival mode eno večjih posebnosti Last of Us glede na akcijske igre, ne, ker v bistvu so roden Resident Evil, ne. Ta stvar je, ni Uncharted, ne. Uncharted nima preživetvenega momenta, ne. Uncharted ima Bond moment, ne. Tam ima pa preživetveni moment, ne. One dva sta zelo v bistvu boga, ne. Ampak to se tudi v seriji kar malo porazgubi, ne. To sicer pač sta pa nista ogrožena, se mi zdi, ne, veš, kad mi zdaj potujemo in že vemo, da bomo tam prišli v igri 6000-krat umremo, ne, še posebej, če se dam na hard, ne, a veš, ti prav čutiš, kako si umrl, ne, ti si prišel noter v fight s temi klikerji, so te ubili, ne, restart, ne, ampak so te ubili, ne, v seriji ti veš, da boš preživel, ne, kaj, konec serije, ne, ampak mene osebno najbolj zmotila Ellie, ne, mi se je zmotila, jaz to gledam tako, veš, ko smo govorili o Gospodarju prstanov, ne, pa je bil film versus the book, ne, a veš, v tem smislu, ne, ni čisto ista relacija, ampak je v bistvu interpretacija igre, ne, in Ellie tukaj, ne, je interpretacija Ellie v igri, ne, in v igri je dosti bolj mila punca to, ne, in je preskok za to v dvojki, ne bomo spoilali, ampak je pa preskok, ne, dosti večji, ne,
Tukaj ne, je pa v bistvu že sama pojava njena dosti zelo ostra. Ne. A veš, taka, to, ne, pač iz Game of Thrones, ne, oziroma House of Dragon, bolj ostra punca je, ne. To je samo po sebi bolj moška v narekovajih, ne, medtem ko v igri, ne, bolj ženska, ne, kako bi temu rekel, bolj nežna je, ne, bolj tako in njena relacija z Joelom zato kar malo drugačna, ne. Ta father-daughter moment, ne, je drugačen v seriji kot v igri, ne. Ampak jaz sem to pač vzel kot nekako interpretacijo igre, ne. In se pravzaprav, ne vem, če bi bilo prav, če bilo isto, ne. Na koncu, ko sem razmišljal, ne. V bistvu lahko razvija, da še jaz nekaj dodam, mogoče malo bolj v zagovor serije, ne, igro predvsej dobro pa... A zdaj boš ti zagovornik. Ne, nočem biti za polemičen. Ja, vam on razložil. Kako mora biti. Nočem biti polemičen per se, ampak se mi zdi, da v bistvu pogovarjamo se o adaptaciji in v bistvu zelo različna medija sta. Mislim, da TV serija zelo dobro uspe, zato ker zgodba, ki je v igri, je tako dobra, je v defaultu tako dobra. Ne? Mislim, to ne smemo pozabiti, da Druckmann je napisal v osnovi neko izjemno zadevo že, 2014, ko je šla igra. Ne? In mislim, da pač v tem smislu, če se tu navežem na nasilje Eli, ko se potem vzame v ozir, da v bistvu serija ne more imeti vsega tega nasilja, ki ga je igra ponuja, da se v bistvu to prelevi pa pojavlja v drugih oblikah, ne? Torej v alienem nasilju. Naprimer, da se v bistvu manj zombijev potem prevajaš v nasilje med ljudmi ali pa v emocionalno nasilje ali pa mentalno nasilje, kakorkoli. Ne? V bistvu neki prevodi prihajajo noter, ki se mi zdijo zelo zanimivi in tudi to sem v naši zadnji epizodi v finalu omenil, da me zelo zanima debata nasploh po finalu prve sezone, ne, kako se bi lahko pogovarjali, kaj je to sploh uspešna adaptacija. Ne. Še posebej z tega medija, ki je precej svež v smislu adaptacije. Ne. Ker pač poznamo knjižne adaptacije ali pa neke dramske adaptacije, to videoigra adaptacija, to pa nekaj mnogo, oziroma rečemo 30-40 let stara zadeva. Ne. Da sem charitable. No. In pač meni osebno se mi je pa zdela TV serija, da je kot, ne vem, neka hvalevredna zadeva za avtorja, ki se po 10 letih lahko vrne nazaj k svojemu originalnemu delu. Ne? Ko v 10 letih se človek spremeni, ne? Tvoje delo se spremeni, tvoj pogled na lastno delo se spremeni. Se mi zdi, da v bistvu Druckmann, mogoče bolj celo kot Mazin, ki je kač bolj fanboy meni tle, ne, v tem projektu, imel šanso poslušati sebe in kritike, ki so prišle na špil, ne? In se vrniti na neke določene scene nazaj in jih mogoče glih malo tvikati, ne? Glih malo povedati drugače. Si reče, mogoče pa to ni slaba zadeva. Mogoče bi pa se, ne? In se mi zdi to, že z tega stališča TV serija zelo dober doprinos k igranju, pa soužitju, mislim, sobivanju obeh teh medijev ali pa uživanju obeh teh medijev. Meni se zdi, strinjam se z oceno, da dobiš ful več, če si dal oboje skozi. Bom pa eno drzno rekel, mislim, da je zgodba TV serije boljša. Bolj streamlined, bolj emocionalna se za moje pojme. Meni, naprimer, v igri te dolge pasaže z nasiljem, pa z iskanjem, pa odpiranjem predalom, znajo biti duhamorne. Ne? Misliš igranje? Ja. Bodimo iskreni, o tem spilni. O tem igranje. Igranje v igri je dolgočasno. Ne, drugače meni je to en najboljši špil ever, ne me narobe razumeti. Ampak drugače različna medija sta. Ne slišim, kaj boš v drugih rekel. Mojih 5 centov. Jaz imam pa tu vprašanje za vas vse, ki ste obrnili to zadevo. Ne? Zdaj pač, jaz sem igral, nisem še obrnil, ogromno je ubijanja, kar je on omenil. Ogromno je tega, da se snikapneš do nekoga in mu zabiješ torej šravcigar v lobanjo. Ne? Ja, jaz sem flaše pogrešal, pa veš, ko flaše mečeš. Ja, da ga distraktaš. Ja, pa potem one bombice z cveki. Ja. Zakaj si pogrešal? Vse to počneš? Ne. Koliko se vam je to, koliko vam to vpliva na to, da se identificiraš z junakom, ki v bistvu je serijski morilec? Ko bi rekel, ugonabljenje gob šteje kot umor. Vse to ljudi ogromno pobije. Mislim, začneš s tem, začneš s tem, da pobiješ Federine vojščake. Ne? Ja, Joel je morilec, ne? Kar
v seriji še na koncu izvemo, kvarnik je, ampak smo na začetku rekli, da bojo. Šele na koncu se zavemo v bistvu v seriji, kakšen killer je Joel. Ker on v bistvu ga sproži ta travma, zdaj se mu sproži ta travma in potem pač demolira pred sabo vse. Ampak v tistega momenta Joel v bistvu ni nek pač, rekel, pobijač in tako dalje. Prvi zato, ker niti ne najde zdaj pač toliko ljudi v seriji, predvsem pa ne najde zombijev v seriji. In obratno. In v igri pa mi že od samega začetka vemo, da je on morilec. Ja, ampak In zato je relacija med njim in svetom in med njim in Eli drugačna. Zato sem to prej bolj rekel, to mislim, koliko to vpliva na relacijo med njim in tabo, kot igralcem. Ja, ne vem, jaz ga sprejemam, kukršen je, mislim, zdaj to pač tako, sili me, da počnem nekaj, kar ne, ne vem, se lahko tudi neham igrati. Mislim, da so vse igre tako nastavljene, mislim, praktično, da si vedno v vlogi nekega morilca. Če bom šel igrati third person action adventure, verjetno jih ne bom božal po glavi. So tudi igre, kjer jih bom, ampak načeloma jih ne bom. Zdaj, veš, to je ta luda narativna disonanca, ko v Unchartedu, ker je pač Nathan Drake good guy, ampak v bistvu je pobil 3000 ljudi. Točno tako. Ampak je še zberi hec, ko je kako smo fajnce imamo, pa to. Neko zgodbo ima za sabo. Ampak jih pošuta vse. To je precej Indiana Jones fora, to je zdaj he's punching the Nazis, tako da pač gre, ampak to so pač Z-Nazis. To je nek drug odvod, veš, ko nam bo propelo nekam, se mi zdi, v neko X debato. To ne vem, če je dobro potem iti. Ja, jaz sem hotel dve stvari dodati. Mislim, imaš to vprašanje, kako videoigra legitimira umor znotraj svojih lastnega narativa. In imaš zelo naivne videoigre, ki se o tem sploh ne sprašujejo, niti razvijalci, niti liki, kot recimo Uncharted. Imaš igre, ki grejo na zelo spolsk teren, kot je Resident Evil 5, recimo, ko grejo kot predstavniki, kot mercenari v Afriko, kjer je virus razmnožil in potem zombije, domorodce pobijaš. In to je bilo tudi predmet marsikere sporne pač debate, kaj je to za ena legitimacija čiste rasistične čistke, naprimer. So absolutni kiksi znotraj videoiger, ko gre za vprašanje tega, kako to legitimirajo. Zombijade, mislim, da imajo to prednost kot žanr, da imaš tam žive mrtvece, kjer je v bistvu jih samo pripelješ, da vršiš njihov pojem do konca, da jih pripelješ do smrti, ko gre za vprašanje medsebojnega pobijanja, pa gremo v bistvu lahko prenesemo to na vprašanje pač postapokaliptičnega sveta, kjer ne bi veljalo pač logika naravnega stanja, da ali boš ubil, ali boš ubit. In to je nekaj, na kar Joel pač pristaja izhodiščno. Je pa pri Last of Us, nov zagovor Last of Usa, bi dodal to, da je pač tukaj zato zopet pomembno njuno razmerje, da protagonista sta vendarle dva, ne glede na to, da večino časa igraš Joela pač, in da je Eli tista, ki jo hoče Joel natanko zato, ker ve, kaj pomeni vzeti življenje, obvarovati pred tem, da bi pobijala. V igri to je mogoče zopet bolj očitno in traja veliko dlje, preden ona dejansko ubije prvega človeka, zato da mu reši življenje. Ampak ta moment, ki ga ima Joel, to, da in hoče dati orožje v roke, da ne bo ona šla skozi to travmo, ki se je Joel dobro zaveda, kaj pomeni. To pomeni, da pač skupaj s civilizacijo in kulturo in tako naprej ne zgubiš tudi točno ta moment, ki te naredi za človeka. Mislim, da to je zelo krščanska tema, pač zgubiš nedolžnost v tem smislu. Jaz pa mislim, da je zombi tema to dejansko. Kako narediti zombi svet, postapokaliptični zombi svet brez zombijev, naprimer, da so vsi ljudje, ki zapadajo v te moralne ponore, to so zombiji. Medtem ko ta odnos človeštva do fotra do hčerke, kao to je tisto človeštvo, ki pa nas brani pred zombijem. Da v bistvu vsi ti raiderji, hunterji, ne vem, kaj ono desno, to so dejanski zombiji tega zombi postapokaliptičnega sveta. Ostali so pa še toliko bolj zombiji ali pa gljive, kakorkoli. To se mi zdi en taki zanimiv world building element noter, kako narediti svet, ki ima zombije, ampak da ti ta element zombijestva ne zamejiš zgolj na njih, ampak greš dlje, ker kaj pa je zombi, tisti brezumni avtomaton, ki samo počne nekaj za preživetje. In večina ljudi tlele, v seriji in v špilu počne točno to. Prav ta, edini, ki tukaj grejo onkraj tega na ta, kako smo že rekli, PlayStation 11 survival iz
Insufficient, ne? Sta Joel pa Eli, pa seveda komunistična komuna. In tudi Bill in Frank. Ja. Pač, ampak to je ta element človeštva. Ne? Tu se mi zdi, da serija mogoče šla tu res korak dlje, v smislu pokazati samo človeškost likov, ne? Ker v tej plejadi 40-urnem nasilju ne, zna to hitro otopeti. V uradnem podcastu Amazing v bistvu tudi povedal, da ne moreš ti v serijo metati nasilje na nasilje, pa v bistvu gledalca otopiti z krvjo in z madeži in kakorkoli. Ne. V bistvu moraš graditi na nekih zelo drugih zadevah. Ne. Da potem ti sucker punchi, gut punchi, kot si ti prej rekel, Mirt, ne, so toliko bolj udarni, ravno zaradi manjka ali pa zadržanosti. Ne. To je njegova teza. Yeah. Obenem je tudi tako, da jaz sem, ker sem dal izjavo zdaj za N1 na zadnje od The Last of Us, smo se pogovarjali tudi o tem, da je to zdaj tudi uspešna HBO formula, ne, da moramo tudi mogoče o tem govoriti, ne, da HBO, kar je že dokazal z Game of Thrones oziroma Igro prestolov, kjer je seveda namenoma zbral fantazijsko pripoved, ki ima malo utišane fantazijske elemente, ravno zaradi tega, da seveda se lažje prikupi širšemu občinstvu. In mislim, da se enako zdaj dogaja s poslednjo nas, ker jaz slišim od marsikoga, da to gleda, ki ga nikoli ne bi imel, da bi rekel, ti si fan zombijat, recimo, ne? Zato, ker to pač ni tipična zombijada. In dejansko zdaj po prvi sezoni lahko na prste ene roke preštejemo epizode, v katerih se zombiji resnično pojavijo. Ker je kar nekaj, tako, 3-4, se pravi, več kot polovici epizod zombijev niti ni. In se mi zdi, da je tudi to mogoče ena taka, da seveda zadaj tudi ta HBO-jeva zdaj uspešna formula, kako pravzaprav narediti. Zdaj v končni fazi to oni počnejo že od začetka, nekaj so naredili s kriminalko, z mafijo, naredili so Sopranove, ki niso samo zgodba o mafiji, v kateri se dogaja umori, ne vem kaj, ampak so tudi zgodba o terapiji, pa o družini, pa o odnosih znotraj družine. Tako da se mi zdi, da je to vendar je tudi en tak način, kako pravzaprav k seriji pripeljati ljudi, ki mogoče ne bi te serije gledali. Ne? Ti si omenil Žive mrtvece. Ne? Ljudje, ki gledajo The Last of Us, niso isto nujno občinstvo, ki je gledalo Žive mrtvece. Ne? Ja, Walking Dead je žanr. Ne? Tako, Walking Dead je... pa ni to žanr. Mislim, je pa ni. Ne? Ja, hibrid je. Ne? Ja, se verjetno tudi igra, zato uspešno, ker ni v bistvu tipičen action adventure. Tok tipičen, ki bi lahko bila, ne? Ampak pač so šli full na stealth, full na survival, full na zgodbo, full na tako naprej. Ne, mogoče ne, ampak definitivno ni tak žanr, kot je bil Walking Dead, ne? Ker Walking Dead že na začetku pač so zombi, pa celo prvo sezono so zombi, pa še drugo. Pa šele potem dejansko ironično Walking Dead se razpotegne v neko dejansko zame že negledljivo izmenjavanje debat, ne? Ker zombijev sploh ni več, ne? Zelo dolgo jih ni, ne? So taki postranskega pomena, nekje tam so, pa to je to. Jaz, ko sem se pač pogovarjal malo s kolegi, frendi, sodelavci, ki igre niso igrali, je bilo pač prvo vprašanje, to, kar sem tudi v izhodišča napisal do tega scenarija danes, a je še eno zombijado bomo dobili. Yeah. In pač jaz mislim, da je nismo dobili. Jaz mislim, da smo mi, da je igra bolj zombijada, kot je serija, da je v seriji ravno pravšnja mera teh zombijev. Vse sem rekel, bi imel kakšnega več, ne rečem, ampak sem igro preigral, sem imel to zadoščenje. Ampak dejansko gre tu za ta res odnos med različnimi skupinami ljudi, ki se borijo za preživetje. To je pač ta človeški nagon, vsi želimo preživeti. Ne? Eni bodo pač preživeli s tem, da bodo drugega pojedli, ne? Kot smo videli v tej seriji. Eni bodo, ne vem, ureditev družbenega sistema spremenili, drugi se bodo podredili tistemu, ki ima moč, ne? Tretji bodo pač teroristična organizacija. In dejansko jaz tega ne morem kot neki zombijevski žanr. Vse pojavijo noter, so ključni del, vse se okoli tega nekako posredno vrti. Jaz mislim, da je tu zgodba, ki jo poslednji od nas govori dosti več od neke klasične zombijade. Ja, absolutno se strinjam s tem, ker se je tudi sneti odprl to temo. Ne, jaz, ki sem gledal Žive mrtvece pa do konca, ne, pa bom tudi gledal vse spin-offe, dokler se bo držali glavne zgodbe, ker pač mazohizem. Edini razlog mogoče. Ja, po moje tudi, ja. Kratka, ampak lahko rečem, da recimo marsikaj, kar smo od tukaj videli, je bilo v Živih mrtvecih že narejeno in mogoče marsikaj tudi bolje.
tudi tam se pojavijo ljudožerci. Ta Skoraj vse. Razkritje, da so Ja. ti ljudožerci, je veliko močnejše meni bilo v Živih mrtvecih, ker ga bolj nisem pričakoval kot pa tukaj, ker se je takoj že vedelo na začetku, kaj približno se dogaja. Tako da znotraj žanra se mi zdi, da ni bilo take velike razlike, ampak seveda potem produkcija, drama, ti dramski elementi, ki uvrščajo. Je pa bolj mogoče tudi res, da zdaj, če odmisliš tok zombije, je pa bolj ta preživetnica, skratka survival mode, pa seveda postapokalipsa oziroma tudi malo antiutopije, zdaj če gledamo razmerja med vzmetnico in kresničkami. No, pa tudi utopije v končni fazi, Tako tudi utopije, ja. kar je redko. Ja, ker ljudožerce mislim, da je zelo fajn. No, pa tudi bolj osredotočeni, veste, v Walking Dead ima ogromno likov, ne? Se Ja. to. Tam so community praktično, pa grejo tja pa en community, pa pridejo pa novi liki, pa un. To je v bistvu zgodba o dveh ljudeh, ne? Mm. In je lažje za predelati, dejansko, ne? Ti greš gledati Walking Dead, je to kar investment, ne? To je že tam, ne vem, sezona na sezono, 11. eni pridejo, eni grejo, eni grejo, ne pa so uni, pa so uni. Tukaj ni, ne, to so dva lika dejansko, ne, greste tja, in to je ta quest, ne, ki pa je čist igričarski element, seveda, ne. Ja. Ta main quest in tudi veš, kam bo šel, to je zanimivo, ne, kot game designer, ne. Ti že na začetku veš, kam bo šel, ne, in to je to Iwini, se reče, je v žargonu, ne, kad recimo God of War je to gora, ne, na goro bo šel stres pepel, to je to. Točno veš, kaj boš naredil, to je v igri zelo pomembno, ne. Recimo, ta element, ne, v serijah, ne, v filmih ni to pogost, ne, je dosti twistov, ne veš v bistvu, kaj počneš čisto, dokler se nekaj ne zgodi, da neki drive stvar naprej, ne, ampak v igri, pa točno veš, kaj greš, ne, sprav, Eli, ti si Joel, pospremi Eli do tja. To je tvoj Winnie, to je quest. Ok, gremo, Mission, ne. ja. Ja, to je mission, ne, to je Lord of the Rings, ne. Pejt v Mordor, pa vrš prstan noter. Ok, gremo. Ne, v bistvu je pač nekako proto-igra. Lord of the Rings, ne. Ja, zanimivo, no, ne bomo šli v to. Meni recimo zanimivo, ne. prvi dve, jaz sem The Walking Dead, mislim, da do ene 5. sezone vztrajal, ampak moram povedati, prvi 2 sezoni sta meni bile fenomenalne. Ja, prvi del sta dobri. Pač dobri, ta dobri, distopija, apokaliptični svet, Ja. ki ga prikazuje, sploh mislim, da tako gre Rick Ja. v Atlanto, tista avtocesta. Meni je bilo, Uh. pa poleg tega še je imela The Walking Dead, mislim, ta team intro song je meni bil tako dober, ker je tak ti ponazori Ja. tisto grozo, propadanje, sploh tisti prepovedana, ta Ja. interval v cerkvi prepovedan, ker ti da tak neko morbidno zraven in mi je bilo ful dobro. Potem se mi je pa malo preveč likov pojavilo tam do tistega zapora, sem še nekako spremljal, potem je malo dol padlo, ampak imamo pa tukaj, se mi zdi, z The Walking Dead zelo dobro primerjavo dveh likov, ki sta pač poklicana, ti so natural born leader, Rick Grimes in Joel sta oba dva podobna lika. Meni se tu poraja vprašanje, ne, ali bi se Rick Grimes isto odločil, ko se je Joel na koncu odločil. Ne bi se, on ne. Misliš? Ne, po mojem ne. Mislim, skoraj Jaz tudi pripričal sem. mislim, da Jaz ne. tudi mislim, Ja. da ne. To je Rick Grimes. Niste dovolj daleč gledali. Prosim, nesite ga ven. Mogli bi videti Rick Grimesa po eri z Niganom. Tam Rick Grimes po eri z Niganom bi se gotovo Prav, odločil. ok, enako. prav. Ampak oni iz prvih 2 epizod pa se ne. Ne, tam pa Ja. je to, ne. Serij. Jaz sem gledal prvo Ja. sezono, samo tako da ja, definitivno ne. Ja, Ljubi Ne, bo ne, po Titima. mojem ne. ja, Ne, jaz ne. sem opustil na neki 7. sezoni, nekje Vsi to smo v serijo, tam, ampak tam sem pa strip do konca prebral. No? Če niste brali stripa in še čakate, da bojo z tega serijo šli dovolj daleč, ne bom spoilil preveč. So nehal zdaj. Ampak Zdaj je konec. a, ne, Niso že. so prišli do konca. Ne, Vse je strip, konec, je zdaj po 11. serija, ne? sezoni je konec, so pa ne vem, 3 odvodi napovedani. Eden bo že zdaj letos polet. Aha, in so pripeljali do istega konca kot To v pa zdaj stripu. ne vem, a je Aha. enako kot stripu, to pa nimam pojma. Dobro, bo No, ker to v ofu. V stripu se mi zdi, da je zelo lepo razvidno, kako je razvijal pač skozi sezone, da tako rečem, ta element, da potem, kar se mi zdi, da je pomembno za vse postapokaliptične štorije, ne, da je v bistvu potem, ko je vprašanje preživetja preseženo, ne, nimajo več ljudje izgovora za biti, ne deluje več ta analogija zombi, zato vsake tej štoriji padejo zombi mogoče malo v ozadje in se seveda postavi vprašanje komunitija, skupnosti. Torej, kakšno skupnost bomo zdaj na novo zgradili, potem ko se je svet razrušil? Ne? Ker obstaja, seveda, to je zelo bolj kot neka v prihodnost orientirana tendenca, je nekaj, kar je živo prisotno v današnji sedanjosti in to je
marsikdo bi si želel, da bi se svet kot obstaja zrušil in da bi se zgradilo novega, ampak tle se zastavi vprašanje, kakšen nov svet bi hoteli imeti. In v Walking Dead recimo so vsi te različni komuniti, ki trgujejo in občujejo med sabo, zelo zavestno, mislim, da zgrajeni vsak po nekem določenem modelu, po določeni ideologiji in da poskuša preigravati recimo te različne utopije. Ne? Tako da znotraj antiutopije dobimo potem v bistvu zelo utopične premise. Ne? Pri Last of Usu je tako, kot ste že vsi pač poudarili, ne gre toliko za vprašanje community, čeprav ima recimo TV serija glede na videoigro par zelo špasnih momentov, kot je ta, da se kot tisti, ki živijo v komuni, kjer vsak prispeva, koliko razmore in dobi, koliko rabi, in kar z Joela zaskrbima, vi ste komunisti. Ja, sve smo komunisti, vse živimo v komuni. Mislim, za ameriško TV serijo, da komunizem kot pozitivno utopijo ali možno pozitivno utopijo, se mi zdelo zelo pogumno od TV serije. Igra ni šla tako daleč, pač ne. Ampak da je vendarle to intimna zgodba, pač zgodba od teh dveh, tega razmerja pač oče, hči. Ne. In da tukaj v bistvu pride noter to, kar je zopet mogoče poteza ameriških post-apokaliptičnih zgodb, ne, nekaj, kar je v bistvu med drugim Žižek preigraval, ta dober Žižek iz 90-ih, ki je lakanovsko interpretiral Hollywood. Pred Žižek, vse še kandidate. Proto Žižek. In je imel pač zelo preprosto poanto, da v vseh apokaliptičnih ameriških filmih, ne glede na to, kako epsko je zastavljen konec sveta, ne, meteorit, naravna katastrofa, no tretje, imaš vedno potem zgodbo zelo osebno, ker gre v bistvu za vprašanje krize očetovske avtoritete, ne, ki je eno izmed, po mojem, ključnih družbenih vprašanj današnjega časa, ne, kjer se izkaže v bistvu, da je razmerje obratno. Ne gre za to, da neka objektivna svetovna katastrofa proizvede krizo očetovske avtoritete, ampak zato, ker je kriza očetovske avtoritete nerazrešljiva znotraj družbenih koordinat sedanjosti, se zgodi ta veliki reset, svetovna kriza, ki omogoča, da se te razmerja postavijo na novo. In v tem oziru Last of Us absolutno drži, kako bi rekel, pade noter v isto matrico. Ne? Enako se zgodi, s tem, da dobiš na koncu ta, kako bi rekel, ne, niti kako bi ga značil, ne? Ta Christopher Nolanski twist na koncu. Ne? Kaj je očetovska funkcija na koncu? Ne? Je, da obvaruje in da je za to obvarovanje, za to potrebo tega obvarovanja pač svojega otroka tudi laže. Da to je ta odgovornost, ki jo današnja postmoderna, liberalna očetovska figura ali pa kar starševska figura, ki hoče biti na ti s svojimi otroki v smislu, da si izmenjujejo vse in čustvovati skupaj in biti prijatelji, ne pa starši in tako naprej, da to je točno ta figura, ki pač v tej situaciji ne bi trajala dolgo, no, mislim. Okay. Ja, razumem. Zanimivo. Gotovo bomo, če bi bili zdaj v živo, bi imeli dosti klicev staršev. Zaskrbljeni. Ampak samo mamic. To odpira kar nekaj zelo zanimivih vprašanj, tudi zate sneti. Ja. Jaz sem nekaj bil vprašal tukaj na tem mestu, kako je lahko fungus, ne, naš, bil posledica manjka očetovske avtoritete? To mi ni čisto, zašpilo mi to čisto. Podnebne spremembe, ki so sprožile. Zato, ker fotor ni rekel, da zdaj pa dosta avta, fante, zdaj pa na kolo. Ajde, mogoče. Ajde, mogoče res. Nihče ni rekel dovolj je, fante. Nihče ne reče dovolj. Imamo punčko, Eli figuro Grete Thunberg, ki odigra vlogo, ki bi jo moral oče odigrati. Zelo žižovsko. Ja, skratka, zanimiva debata. Mogoče gremo še malo pogledati, kaj pa vam je bilo tisto, kar vam je bilo mogoče v seriji vsem skupaj, zdaj seveda nagovarjam vse, tisto, kar vam je bilo torej najbolj všeč, zdaj smo šli malo čez vse to, skratka, razlike med špilom in serijo, tudi kakšno kritiko smo že tudi rekli in še tudi jo verjetno bomo. Kaj pa vam je bilo tisto najbolj všeč, zaradi česar boste recimo stali pri tem pa gledali še drugo sezono? Zdaj to zombi mogoče niso bili, ker jih ni bilo veliko, ali pa tudi, ravno zaradi tega, ker jih ni bilo veliko, so vam bili zombi všeč, kostumografija, igra, scenarij, karkoli od tega, kaj, zaradi česar bi to, skratka, če recimo, ali pa da si tako zastavimo idejo, ne? Če recimo te serije zdaj ne moramo glih priporočati ljubiteljem zombijat, ker pač je zombijev zelo malo, ali pa ne vem,
Kako bi priporočili, kaj bi rekli ljudem, ki še niso gledali serije, kako bi jim jo prodali? Jaz bi rekel, da mi je bilo to všeč, predvsem zato, ker sem lahko ženo gledal nekaj, kar je z igrami povezan. Ne, da bi bilo treba karkoli razlagati, karkoli bi biti sram. In to v zadregi, kaj zdaj spet to, kaj nekaj, je še smislo, ampak pač dejansko se lahko uležeš na kavč in gledaš čisto normalno. Kar je za nas gamerje mogoče ni toliko, vsaj tiste starejše, ni tak moment. Mislim, če si zdaj ti gamer 10 let ali pa 5 let, si ti vajen big budget AAA productions, ki te nara full noter, in pač nekako nisi v zadregi mogoče, ker so tudi zgodbovno, pač so hude, Zdaj, pač tisti, ki smo pa nekako spektrum začeli, ali mogoče še prej, pa to ni bilo lih samoumevno, ker je bilo pač reši svet pred vesoljci. Mislim, ne reši svet pred onimi črticami. Vesoljci, ki so črtice, ker ti veš, da so, pa moraš vsem drugih razlagati, kaj to so. To je bil moment pred vsemi kinematografijami, pred vsemi tehničnimi detalji in zgodbenimi to, da je dejansko kaj, da je normalnim, ne rekovajo ljudje neki, da je to z igricami povezano, z igrami povezano, kar mu lahko normalno predočiš kot večerno sprostitev ali mogoče še malo več kot sprostitev. Ostalo pa tudi, vse tehnično je zelo na visokem nivoju. Ja, tudi top shit. Mislim, po moje so kar stali te zombiji, zato jih tudi ni tok. Tudi jih je težko narediti, če mene vprašaš, to ni simple. Je bistveno težje kot v igri, to so se potrudili, detajli, če pogledaš na njihovih obrazih. Plus še koreografija, to me je spominjalo na Vlak v Busan, ker to, kak se gibljajo, je zelo drugače. Nekaj pač pri Walking Dead si imel zelo podobno, ne vem, ko pri Shaun of the Dead, ker pač shambling. Se vleče, Tule pa imaš... So kar agilni bi človek. Izrazni ples, basically. Ampak zanimiv je bil moment, da se domaširamo. Ne, razmišljal sem o eni stvari, ki je mogoče malo izven, ali pa tudi ne. Zakaj je, recimo, da ti si v narekovajih običajen gledalec in ti gledaš to zadevo in pač sprejemaš te zombije, da so pač pofungusani in tako naprej. Ampak nimaš po fungusani, po plesenani, polni plesni, ampak dejansko je to popolnoma igričarska zasnova. Zakaj so oni taki? Zato, da so jim lahko dizajnerji dali določen set lastnosti, ki so vplivali oziroma generirali tako, kako ti igraš. Sprav, niso full hitri, ampak so ravno dovolj hitri, imajo svojo klikarijo, se pravi zvočno dojemanje, netopirsko dojemanje okolice, in so full močni glede na tebe, zato, ker ti moraš preživeti in nimaš zdaj sabo Rambo arzenala. Se pravi, če ti hočeš narediti, recimo, da si ti dizajner, hočeš narediti stealth varianto igre, ki bo občasno se prevesla v streljanko, če si naraži težavnosti ali če si dosti nabral, pogosto bo pa skrivalnica. Kako zdaj ti narediti te zombije? Zato, ker normalni zombiji v bistvu kaj imajo? Pač voh, recimo, ali nek sluh, ampak to je pač v bistvu to. So v bistvu ljudje, ki so še pohabljeni po vrhu. Ampak tukaj so pa nadljudje, zato ker noben človek pač nima netopirskega čuta za okolico. Ampak ko ti igraš, so ti zombiji definirali igranje, ampak v seriji pa niso toliko definirali dogajanja, ker so odzadje, ker so na nekem backstageu tam odzadje. Mi gledamo pač ljudi, kako med sabo komunicirajo. Ampak vse to so se pametno odločili, to je res. Ker če bi to pretiravali, pa bi bilo že malo tako, ker ti ne igraš tega, bi bilo že malo blesav. Kako ima zdaj kar neki tetopirski, kar neki, kva. In to bi bilo malo tako, po mojem, ful ljudem bi bilo to bedno. Ampak nam igričarjem, oziroma nam, ki igramo to igro, nam je pa samo umevno, da so taki. Ja, ker ti je prepreka. In definira igranje in je logično. Tako je bilo zanimivo. Pa še ena stvar je, da tele klikerji, ki pač ne vidijo več, v bistvu ponazarjajo gamerja, ki ima VR set.
A pa veš, da v VR naše. vidiš več kot manj. Ja, ne? samo ne vidiš pa direktne okolice. Ne? Ker v seriji dejansko mogoče to ni bilo tako prikazano, ampak ti znotraj igre pač imaš različne stage, te glivične okužbe, če Tako. temu tako rečemo. Ne? Ja, glivične Recimo pač prva stopnja so ti runnerji, ne, ki so nenormalno hitri, ne, Ja. ki pač Vidijo. in vidijo. In ti so res znajo biti naporni, ne? Potem so stalkerji, ki tudi delno še vidijo, ampak in ta glivična okužba na glavi že razrašča dejansko. In potem, komaj ti prideš do tega klikerja, ki je v seriji dejansko najbolj prikazan, ne tistih 3-krat, ko ga sicer vidimo, je dejansko ima takšno deformacijo celotnega obraza, ne, da se mora po zvoku orientirati. On te ne vidi, ti si lahko zraven njega stal, ampak pač si mogel biti pri miru. Bloaterja smo recimo zgolj enkrat videli, meni je bila tista scena fenomenalna, končno, da smo ga videli. Pol je tukaj v igri še Shambler, mislim, da se pojavi, ne, in na koncu enkrat... v dvojki je Shambler. Pardon, v dvojki bom tukaj zaključil. No, ne, dajmo ga kar Še butniti. No, In potem je še zadnja stopna, še ena The Red stopnja, ja. King. In pač različne stopnje so in logično, ne moreš tega zdaj vsega, ampak v igri dejansko se ti moraš različnim tipom teh zombijev okuženih se moraš prilagajati. Tukaj smo videli pač 2-3 vrste, ne? Pač, takrat, ko še je Tess bila, mislim, da zraven, ko videl tisto gručo, ko se naenkrat vleti, to mislim, da so bili runnerji. In potem dejansko Ne, se nekaj zaproba razlagati tudi, ne, So. da se po teh, da se sporazumevajo, ne, pa tako naprej. Tega ni v igri. Ja, tega ni. Ja. Tega ni, Ne, v igri so bile spore, ki so jih namensko spustili v seriji, ker bi bilo pač, mislim, da za temi maskami, Ja, čeprav... ful čudno, ne bi videl obraza. Ja, ker recimo Pedra Pascala v Mandalorianu praktično ne vidimo drugače kot z No, ampak recimo Master Chief v seriji Halo, ne, pa nima čelade skoraj nikoli, ne, razen v boju, ne, kar je logično, ker ti, če hočeš pač imeti lik, that's it, ne. Mogli so nekaj narediti, ne, če so spore spustili in pač ta sistem, žilni sistem teh gliv je dejansko po mojem dobra zadeva. Meni se zdi dosti boljša tudi v smislu koncepta ali pa na pol filozofije, če tako rečem, ker v bistvu se v TV seriji nekako zelo jasno skuša diferencirati med različnimi skupinami. To so oni, to smo mi smo poslednji, oni so poslednji, kakorkoli bomo o tem rekli. In v bistvu te diferenciacije so zelo zanimive. Ne? In tudi mi je bilo zanimivo poslušati taščo, ki pač seveda ni prešpilana, ne? Ampak je zdaj, ki je bila nekaj bolna, je dala skozi serijo, ne? In je bila totalno nadušena tudi z vsemi temi dodatki, ne? 3. in 7. epizoda igri, ne? Torej to, kar v igri ni, torej svesta world building, ki je dodan. Se mi zdi, da v bistvu tu je serija naredila zelo uspešen preskok pa dostop za navadnega gledalca. Tudi za ne-zombijad fane, ker je pač osnova res ta očetovska, mislim, odnos očeta in hčere, pa potem nekako tale samoumevna logika, kdo smo mi. Ne? Ta odnos, ki ga spremljamo, je v bistvu nekaj zelo domačega. Nekaj, kar lahko zelo hitro stopiš. Tako da v bistvu lahko tudi v prvi epizodi Joelo, ko prebuta onga Federco, ne, tistega policaja, ki kupuje sicer od njega tudi droge, ne, tako da, sorry, deal gone bad, I guess, da v bistvu nekako mu odpuščaš te vsa grozodejstva in levo desno, ker štekaš, da on ustvarja, ščiti, kreira nek nov mi. Kdo smo mi in to neko novo skupnost. Ne. In ves ta miceli logika, zombi logika, ki je v ozadju, ne, pa jaz prej rečem, da je zelo, zelo kvaliteten world building kot nekdo, ki ga zanima, kako stvari, predvsem kreativne zadeve nastajajo, ne, ker so ti elementi, ki skupaj pač pašejo, ne, je ta world building zame pri TV seriji zelo, zelo zanimiv. Po eni strani imaš pač vsi ti elementi, ki sem že prej omenil, zombiji, ki niso zombiji, pa kako potem te skupine notro vklapljajo, po drugi strani pa še nekaj, kar nisem omenil, ne, je pa ta melanholija, manko človeštva, ki ga spremljamo v ozadju. Vso to rastje, ki prerašča zapuščene stavbe in mesta in neke posledice. To je nekaj zelo specifičnega, predvsem za našo kulturo, kjer se pač še posebej zdaj po zadnjem poročilu IPCC-ja lahko sprašujemo, kako bo v bistvu ta planet obstajal z nami ali pa brez nas. In mislim, tu je ena taka zanimiva slika in tudi ta žirafa scena, ki smo jo videli v 9. epizodi, ne, oziroma na koncu igre, se mi zdi, da zelo, mislim, marsikdo bi se lahko vprašal, zakaj smo to sploh gledali. Po drugi strani, pač v seriji je tako narejeno, kao, ja, fotor,
gleda svojo hčerko, novo hčerko, ki se navdušuje nad ničim nedolžnim. Ona šla ravno skozi travmo in vidi, on samo njo gleda, on ne gleda žirafe. V igri mogoče še pa toliko bolj, ker si preživel več časa v tem svetu, si pa lahko navdušen na tem, kako ta nedolžnost stopi v to nasilje. Kako ta brezčloveškost oziroma manjko človeka vstopi v nekaj tako nasilnega notri in te nekako prebudi. Te nekako da neko radost ali pa neki nedolžnost. Najveš? To se mi zdi zelo, zelo kvaliteten worldbuilding, ki deluje mogoče malo onkraj besed, bolj na sliki, bolj na prezentaciji, ampak je zelo, zelo kvaliteten v seriji. Ja, bi se popolnoma strinjal, ker na vprašanje, kaj mi je distinktivno na seriji bilo všeč, je bila prav ta sublimna estetika postapokaliptičnega sveta, kjer je seveda tako, rekel, v skladu s Kantovo definicijo sublimnega, ne, po čemu sublimno presega lepo to, da je ena, da ti prebije zmožnost domišljije, ne, da presega tvojo zmožnost domišljanja, in drugo, da ti to opazuješ z varne razdalje. To je pomemben dodatek, ki je pač, zakaj, ko bi rekel, odgovor na vprašanje, zakaj radi gledamo postapokaliptične serije, pa filme, pa videoigre. Drugo seveda je ta po človeški plati, ta njuna osebna zgodba, character building, no, v videogamerskem jeziku, kako se pač razvija, s tem, da ima pač tudi neko to, če postimo pod vprašanje, tukaj pač bolj poteza od Walking Deada, ne, community buildinga, se pravi to moment utopije in tega, kako si zamišljamo skupnost prihodnosti, se mi zdi, ima nek to je zelo sporen ideološki moment, ne, kjer je vendarle prevlada v bistvu v The Last of Us družinska logika nad družbeno, kaj šele politično. Ne? In da v bistvu je zelo zopet to zgodba ne toliko o nas, kot o Američanih, kjer je, če pogledamo, recimo eden izmed najbolj pogosto navedenih razlogov, zakaj imajo ljudje doma orožje, zato da bo lahko branili svojo družino. In to je tudi v marsikaterem filmu, romanu in kakšnikoli drugi zgodbi, kot da tisti ultimativni razlog, zakaj je legitimno vzeti orožje in vzeti drugemu življenje. Ne? Meni je bila pač, ne vem, oboje mi je bilo všeč, ampak ne vem, kar igra nima in kar je recimo Craig Mazin recimo dodal seriji, je bilo pač, mislim, da eni 3 cold openerji, sploh prvi del, drugi del in potem, ko končno vidimo, zakaj je Ellie imuna, tisto njeno rojstvo. Ne? In se mi zdi, da je pa to dodalo eno tako dodatno vrednost seriji, ki je igra mogoče nima. In smo zvedli nekaj dodatnega. Zvedli smo tudi, kako je dejansko do tega virusa, do te pandemije prišlo, ker če smo prej, recimo, če se vrnem malo na The Walking Dead, tam, koliko sem jaz pogledal, nisi dolgo časa vedel, kaj je to povzročilo. Še danes ne vem, ker nisem tako daleč pogledal, ampak tu pa ti dejansko predoči, to se dogaja, zaradi tega je prišlo. Pa dobro, bili smo vsi skupaj pred 3 leti, zdaj že praktično nekako imeli, vsaj jaz sem imel, ne vem, ko sem hodil 10-11 zvečer iz službe domov, prazne ulice v času covida, pač počutil sem se kot v postapokaliptičnem svetu. Je nek drive da, no, ne vem, meni zaradi tega mi je všeč ta distopija, ki jo ta postapokaliptičen svet poustvarja, ampak tako kot Mir te rekel, z varne razdalje, ne, ker seveda vsi imamo željo to gledati, pa to, ampak živeli pa ne bi, oziroma mislim, da ne bi preživeli, čeprav se vsi hočemo postaviti v vlogo protagonista, ki bo zdaj ubijal zombije, zagotovil preživetje. Jaz mislim, da bi mi vsi hitro končali kot glive. To so občinske meje problema. No, recimo to, no, pač je ta apokalipsa je taki rajcer, ne, da te spodbudi k gledanju, tudi če nisi ravno zdaj fan zombijade ali pa nekih takih zadev. Jaz mislim, da res veseljem pričakujem drugo sezono in tudi tretjo, ker dejansko drug špil je tako dolg, tako za zgodbo nabit, da bodo mogli narediti 2 sezoni, mislim, da je to že tudi potrjeno. Je to že tudi potrjeno in jaz se res veselim nadaljevanja tega, ker je pač cinematografi, scenariji, res štima, nimam kaj za dodati. Ne bom rekel, da je to najboljša zadeva, ki sem jo gledal, ampak vse pa uvršča zelo visoko. Evo, ideja za slovenski The Last of Us, za naše filmske in televizijske ustvarjalce, ta epsko potovanje od Prekmurja do Pirana, tako kot ta čez pol Amerike, tako čez pol Slovenije.
In glavna vira so to, kako iti čez občinske meje v času pandemije. Ampak porabiš nek cilj na koncu, ne? Kaj boš ti tam na cilju naredil? Ne boš Šel na Jadrnico, pa se celil. Prišel boš do Solin. Z Goričkega v Piranu. In potem iščeš tisti bajslovni južni otok iz Kajta-Nakoviča, ki ga seveda ni. Ja. Pol pa v bistvu samo en dolg reality show, kako si v Domžalah obtičal na avtocesti. Ja, tako nekako bi to izgledalo. Ja, absolutno. Postapokalipse imajo seveda en velik daraž, bi jaz rekel. No? In tudi vsi si skušamo. Zdi se mi zelo zanimivo to, kar je tudi Mito povedal. Tudi meni je bilo fascinantno gledati pač ta svet brez ljudi in kako se narava obnaša v tem svetu, ker vsi vemo, da jaz sem recimo med pandemijo hodil po Ljubljani in sem eno večer videl lisico, sred Ljubljane sem videl lisico. Ne? In se mi je zdelo tako že res zelo blizu postapokalipse. Priznam pa, da če bi se zares začela pač katastrofa, jaz kar direktno šel med kanibale. Po mojem niti ne bi čakal, da hrane zmanjka. Jami. To je dober soundbite, stari. Ja. V redu, če veganu razlagaš. Ne bom smokijev jedel, bom kar Valjda, po moje bi bili vegani najboljši. Sočni. Najboljša vlaknina. Ja, treba skrbeti za zdravje. No. Igor, mogoče še ti pove, kaj je bilo tebi, tisto, kar je bilo najbolj všeč, pa ne mi ukrasti idejo, da so to bili kanibali. Meni je bila pač Gesamtkunstwerk. Callback, ne vem, kjer je epizodi Mitota, citiram. Ja, film je bilo všeč, mislim pa, da vem, zakaj niso spor uporabili. In sicer v knjigi in filmu, ki sta oba odlična, Dekle z vsemi darovi, The Girl with All the Gifts, so spore. In pač dost podobna varianta okužbe je, in tam je fora v tem, da zato, ker so spore, se širi nekontrolirano. In totalno, in ne moreš zajeziti in nisi nikoli varen. Ne? Spore so vedno v zraku. Zdaj v igri imaš kao, če nisi predolgo preblizu, ne vem, whatever. Več variant, kako se temu obraniš, v seriji to ne bi delovalo. Zdaj sem samo 2-krat vdihnil, ali kaj, ne vem. Ne, ne moreš tega skozi spraviti in mislim, da tista knjiga in tisti film zelo dobro že prikažeta tole vse s sporami in da se jim je enostavno zdelo tole z miceljem boljše. Meni se tudi zdi, zato za tale svet, tale povezava fizična z miceljem boljš učinkuje. Ja, bolj taktilna. Se tudi v bistvu 2-krat nekako pokažejo enkrat je s poljubom, kar je fucking odor v nas, mojem, kakorkoli ne pretesa. Pa to ona doktorica, ki dvigne, pa pri rojstvu Elena, ki v bistvu ona skuša udreti v, meni je bilo na pol tako, veš, če gledaš na ravni konceptov v placento, če zgledajo kot neki kao taki placenta, veš, mislim, tako mi je bilo. Pa tudi ne deluje, ne, veš, na platnu, na rakovah, na zaslone, ful bi bilo temno vse, ful bi bilo nepregledno vse. V Girl with All the Gifts super deluje. Ne vem, če si gledal film. Ne, nisem. Zelo dober film. Okay, ne vem, mogoče tukaj se mi zdi, da tam se pač razpihne tista zadeva in veš, da vsi, ki so bili blizu, so fakt. In potem tudi nastanejo take ogromne spore, pri katerih, taki neki storži, ki pač, če bojo eksplodirali, je London fakt. In mislim še bolj. Čeprav mogoče pa je tudi ta fora, zakaj niso uporabljali, zato ker Craig Mazin v Černoblu je uporabil že podobno estetiko. V bistvu raznese jedrski reaktor, pa on folk, ki so na mostu gledajo, pa so lučke, pa to dol pada, v bistvu pa kao radioaktivni šit. Ne, sej, tudi to je dober pomislek. Mogoče bi samo še eno stvar vprašal, dejansko, tudi vas vse skupaj. Zanima me pač ta konec. Dejansko resnice že od začetka pač pravijo, ok, Ellie je imuna, ona je možnost za to cepivo. Jaz tega argumenta pač ne kupim. Mislim, 20 let po izbruhu virusa ti imaš razsute bolnišnice brez nekih novih resursov, brez neke delujoče tehnologije, ne? Glede na to, da se za avtomobilske akumulatorje dejansko gre v začetku zgodba. Mislim,
kako oni vejo, kako imajo dovolj opreme, ali ni mogoče kakšnega testa predtem narediti, ne vem, kri potestirati, ne vem, poskenirati, ne vem, za kakšno zadevo. Pač, zakaj je zgolj in samo ta operacija edina možna rešitev, da se pride do tega zdravila? Pač, ne vem, malo mi je lahko bi še kaj več bilo. To je rešitev, ki ni rešitev. Ne? Ja. To ni rešitev, ne? To je brez veze. Mislim, To je Big Pharma, sem to je. Ja, ja, ampak je zanimivo, da ima recimo v seriji imajo test za okužbo, ki je v igri, ga nimajo, ne? A veš, ono zeleno, rdeče. Ja, to je res. To je bilo en zanimiv detajl, ki je na kove. Kje? Imajo na začetku. Nimajo. Na začetku. Ja? Imajo. Je čist? Ja, tam jih meri Okay, in potem jih pošuta. Prav prvi prizor je, se pol pa zgine ta reč. Ne? Ja, se to je, mogoče smo pozabil. Ne, meni se zdi, da v bistvu mogoče nimajo cajta premisliti, zato ker šele po tem, ko je Ellie ugriznjena, oni vedo, da je pač imuna, ne? Torej po Riley epizodi. Ne? Jaz pa mislim, da je antiutopija to, veš. Jaz mislim, da je tako kot 1984. Ne? Ti misliš, da boš zjebal sistem, pa ga ne boš, ne? Ker je ta Last of Us je antiutopija, ne? In če bi imel rešitev, ki bo rešila ta svet, bi bila to utopija, ne? Ampak to ni utopija, ti ne boš rešil tega sveta, ta svet je kukar je, tega fungusa, ne boš nič naredil z njim, če se ne boš pač res organiziral in tako naprej, ker pa je človeku volk, ne bo nič šlo, ne? Zdaj boš ti tam v neki bedni bolnici eno punco tam operiral, ne, pri čemer bo obrla in pol kaj? Kaj boš šel na Kitajsko in boš tam produciral cepivo v ogromnih količinah? No, če smo že pri premisah, ena izmed teh, ki se mi zdi ful dobra v TV seriji izhodiščno, ne, to je, da je z globalnim segrevanjem so se gobe prilagodile toliko, da lahko v človeškem bitju pač preživijo. Ne, potem bi človek pričakoval, da 20 let kasneje ali po neki bližnji prihodnosti, ko ni več industrije, ni več tega destruktivnega, za planet destruktivnega kapitalizma, bi se svet pač začel nazaj ohlajati in bi pač te gobe tudi to je zanimivo. Umrle, ne? Čeprav mogoče ne gre tako hitro, ne? Ali pa, no, ampak hoče reči, bi rešitev bila sama že upisana v... Ali pa bo dlje trajalo, ne se meni nasploh... No, sem ta rešitev, ne, da ti to punco operiraš. Ne, sama punca, to se mi zdi klic iz obupa. Ja, se to, ne, to ni rešitev, to je samo... Nekako kupim logiko, kao, ja, kordycepsi rastejo v možganih, tam bomo lahko našli te markerje, kakorkoli signale. Okej. Ampak tudi, če razviješ nekaj, kaj si s tem naredil? Nič se to, ne, oni so v bistvu utopični aktivisti, idealisti, ne. Ja. Isto kot sta Winston pa Julie v 1984, ne. Midva se bo dobivala, ne, pa bo mal brala, pa nekako bomo mi navdihli neke ljudi, ki bojo sprožili in bojo partijo uničili. Ha! Podgane pravijo, da ne. Nekdo je prebral 1984. Poslušal. In to je super segway, zato ker se nam že malo mudi, da gremo počasi, kaj gledamo, beremo in tako naprej. Hotel sem samo mogoče, če še kdo res ima kakšno zaključno misel, da zaokroži vse skupaj. Glejte serijo, fajn je bila. Predvsem pa igrajte špil. Ja, da preigrate špil. Ja, res. Na easy ga preigrajte tudi, če niste gamer. Ja, ne gled na god mode ali nekaj. Ne na hard, na easy. Zdaj ni več izgovora, ker actually te dni pride na PC. Pride, ampak boš pa kar rabo en konkreten PC. Ne, no, ampak ne rabiš PlayStationa, rabiš dražji PC. Mislim, lahko imaš PlayStation 3. Za 20 evrov, ne. Za božička bo ful, ko laptopi boš šli, ko za šalo. Ne, PS3 boš. A PS3, No, ja, PS3. Nehajmo delati reklamo za igrice nasilne firme. Jaz sem hotel za konec reči, se bomo dali tudi v zapiske, ampak absolutno, če niste še poslušali epizode Frekvence X, je definitivno za poslušati, ker so govorili čisto resno o glivah in čisto resno o tem, kako živimo. Ta justi o glivah. Ja, tako. Se mi je zdelo zelo res fina epizoda, tako da poslušajte tudi tam, če še niste. In seveda, če ste zdaj bili začudeni, ker nismo omenjali igralcev, zgodbe in ne vem kaj, poslušajte vseh 5, mislim, da 6 epizod, ki smo jih imeli takratkih od The Last of Us. Tako da imate kar veliko naloge, mi pa vam bomo zdaj dali še več, kajti tukaj je torej rubrika, kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo. Zdaj pa Marko, ti, ki si nov, boš tle odprl in boš povedal, kaj vse si videl, slišal, bral, špilal v zadnjih
pol leta, domnevam. Najlepša hvala za to čast. Res počutim se privilegiranega, da lahko Lepo. začnem. Dejansko sem pred kratkim updateal nov TV in skupaj po 7 letih tudi PlayStation, tako da imam najnovejšega. Preigral sem God of War Ragnarok, ki mi je bil izjemen špil, boljši kot tisti iz leta 2018. Vizualno potem sem prvi špil, ki sem ga dejansko preorderal in sem ga igral 72 ur pred uradnim izidom, je bil Hogwarts Legacy kot velik fanatik Harryja Potterja. Okay. Zelo sem ga čakal, ker pač vse do zdajšnje igrice Harryja Potterja so bile katastrofalne in pač ta open world v tem čarovniškem svetu mi je res sem ga rabo. Tako bom povedal. Rabo sem ga, da Marko, ki je star 9 let, še vedno lahko uživa v tem in se skrije v svoj safe space. Super. Tako prednaročiš, a ti reče expecto patronum. Točno tako, ja. Vadak je dobro. Trenutno pa igram drugi del serije Horizon, torej Forbidden West, ki me za zdaj še ni toliko navdušila kot prvi del Zero Dawn. Ampak se prebijam, počasi fan sem teh open world špilov in ne vem, bom mu še dal priložnost, me pa v kratkem čakata še Elden Ring, ki se ga malenko zbolim, ker nisem ravno fan Souls-like gameov, tako da me je malo strah, pa Upravičeno. bomo videli, no, lotil se ga bom. You will die pa to. Trenutno pa gledam tretjo serijo Mandaloriana na Disney Plusu, ki me za zdaj v primerjavi z prvima 2 sezonama absolutno ni še navdušil, ampak bomo videli. Gledam 2 dela Station 11, mi še manjkata do konca, ki mi je tudi zelo dobra zadeva, povsem drugačna postapokalipsa, kot jo vidimo v The Last of Us. Mi je zelo všeč, pa jaz moram vedno ob vsem tem skupaj gledati še en sitcom, da pač zvečer lahko odmislim vse skupaj, tako da sem končno pogledal Scrubse, ki pa pač niso nič posebnega, ampak zelo zabavna zadeva, ko nimaš kaj zadelati. JD je heroj 21. stoletja. Ne vem, sem že gledal kakšen boljši sitko, ampak mi je kar zabavno za pogledati. Sem pa pogledal, mislim, da 3-4 dni nazaj, ta dokumentarec na HBO Max, 4 Hours in the Capitol, oziroma 4 ure v Kapitolu, ki se dejansko tisti posnetki Trumpovih privržencev, ko vdrejo v ameriški Kapitol oziroma v ameriški kongres. In jaz sem takrat kot zunanje politični novinar še na RTV Slovenija spremljal zadevo praktično zelo odblizu preko vseh agencijskih materialov, ampak jaz česa takšnega nisem videl, kot sem ga videl v tem dokumentarcu. Res priporočam, da si ga, tisti, ki še ga niste pogledali. Jaz sem pogledal posnetek s Fox News, pa izgledali so zelo mirni in zelo Verjamem, da je bilo na Foxu pač to zelo miroljuben protest. Ne? Mislim, da se je par ljudi samo sprehajalo tam nakoli. Mislim, to se vklaplo v zombije. Exactly, skoraj da popolnoma. No, potem pa sem pogledal, mislim, da prvo sezono na Vojo, celo črno-beli svet, hrvaška zadeva, dogaja se v 80-ih, ravno v času smrti nekdanjega predsednika Jugoslavije Tita in ne vem, jaz sem sicer rojen po tem obdobju, ampak ima tak en nostalgičen vibe življenja v Zagrebu v 80-ih letih in me je bilo res zanimivo pogledati, tako da bom z veseljem pogledal še naslednji 2 sezoni, berem pa trenutno Ogenj in kri, ki ga je prevedel gospod, ki sedi nasproti mene, zelo mi je všeč. Serija me je navdušila, knjiga mi je še boljša, zaradi tega, ker gre res v detajle. Trenutno berem tudi knjigo Pax Putina izpod prsta Andreja Stoparja, dopisnika RTV Slovenija iz Washingtona. Na knjižni polici pa me čaka še knjiga Zadnji 2 od Boštjana Videmška in Maja prijatelj Videmšek. Tako da to trenutno. Super, kar veliko, lepo, take imamo najraž. Pa še kar zanimivo, črno-beli svet, če nisem slišal, bomo definitivno čekirali. Zdaj ne vem, koga imam naslednjega napisanega, je to Sergej, seveda je. Kako pak? Nadaljuje, lepo prosim. Ja, seveda. Špilam Resident Evil 4 Remake in Bayonetta Origins, ki sta oba, mi bosta kar nekaj časa vzela in besed potem tudi dala. Za jazbino poslušam bende, ki bodo na metalskem festivalu v Leju. Kaj pa je to jazbina? To je en tak magazin za boomerje.
če nisi A se da 68. se da naročiti tako na njega, da ti ga pošter fizično prinese in ti ga da v Castle? Ti ga da, ne, v sobo ti ga prinese. A ja, v sobo. v domu ostarelih ti ga, skupaj s Čežano ti ga prinese. Lepo. Bomo dodali še mogoče še link za to stvar, No, če dej, nas slučajno kdo posluša, ker je dovolj star tako, za to. pa še zraven Big Pharma oglas za tablete, pritisk, prostata, te stvari. Ok, hvala, ja. Super, ja. Lepo, da nas podpiraš, Aljoša. Kaj sem hotel reči, preden so me grobo Da te poslušaš bende, ki milenici bojo na metalskem prekinili? festivalu v Velenju. Med drugim prijazno zvedeči Bleed From Within, propagiram ta škotski band, ki je kul. Dobri so. Ja, res so Potrjujem. dobri, res so dobri. Razen da Last of Us, gledam Teda Lassa, ki mi je kul, in Seinfelda, ki mi je vedno kul. Se še odločamo, je tudi Ted Lasso, Show About Nothing, ampak v bistvu ima cilj, tako da je verjetno Ful ima ni- cilj. okej, ni. Pa fuzbal imate, kde. No, to je. Football is life. Ja. Football is life. Na mesto branja, ker vedno, oziroma nenehno strmim nekam v neke zaslone in strani in tako naprej, pa poslušam zvočnice Mladinske knjige, ravno končal, kot smo ugotovili ob viditveni kurs 1984. Supet za starajoče se okularje, medtem ko za sluh vemo, da odpove na zadnje. Kako poetično. Razen klikarjem. Prav, res morate pohvaliti. Hotel sem se samo vprašati, se pravi, tako bo v Velenju, to je zdaj Metal Days, ki se predstavlja, Ja. ali kaj je to? Ja, ja, Aha. ja. Metal Ne, Daysa ne bo več v Tolminu. Tako in bo zdaj v Velenju Čeprav Bjezeru. v Tolminu staja festival z imenom Tolminator, mislim, da. Aha, ok. Ja, tako. Tolminator, ok, nice. Ampak To, mislim, to da se- zveni, kot da boš plačal neko cestnino. To ni za bo fane Arctic Monkeys, ne, sam povem. To je šele- Kje se to Ampak sliši? pustimo- Ja, tudi ne. Naprej, naprej. Pustimo tega snetja, Mirt. skratka, pejmo še k kakšnemu mlajšemu. Mirt, kaj si ti gledal, kaj poslušal? Mogoče imaš kakšne nasvete za une, ki še niso v domu za ostarele? ne bom obnavljal. Kaj si rekel, pol leta nazaj, ker bi bilo to dobro. Ja. Samostojna oddaja, tako rekoč. Tako, ja. Pol leta branja, igranja, poslušanja in gledanja. Humble Tako da brag, samo veš. kaj trenutno. Okay, in kaj trenutno je na tvoji nočni omarci v V nočni omarci je trenutno postaja, še vedno postaja 11, ki jo prebiram. Poleg tega, ko bi rekel, pripravljalno prebiram The Book of Samurai, Fundamental Samurai Teachings, to je priprave na potovanje na Japonsko. the best. Po Parizu na letalih, metrojih in vlakih, ki niso šli. Sem prebral celo špijunsko klasiko Lakarejevo, Tinker Tailor Soldier Spy. Res odlično. Mislim, sem bil full fan, drugače sem večkrat pogledal si BBC-jevo TV serijo z Alex Guinnessom, ki je res genialna in ta prva sezona in druga, ki je v bistvu tretja knjiga, ne, Smiley's People. Sem šel zdaj še knjige brati po dolgem času in so res fantastično dobre, tako za ljubitelje špijonskega žanra must read, no. Drugače pa študijsko berem Teodora Adorna, vidiki novega desničarskega radikalizma, tako da smo še vedno v istih vodah in temah, distopičnih. Ja. Na zadnje od omembe vrednih, no, kar se mi zdi, bi priporočil gledanje tudi za mlajšo publiko, mogoče po dolgem času spet en dober Gundam, The Witch from Mercury. Pol priporočam, res dobra, res dobra. Vmes so bile dve malo zgrešeni. Zadnji dober Gundam, mislim, da je bil Gundam 00, no, to je že res 10 let nazaj. Ne. In drugače tudi špijonska, drugače TV serija Slow Horses, druga sezona sem se lotil. Pa What We Do in the Shadows, no, to je pol taka za tiste, ko bi rekel, poznejše, ko se že možgani postajajo gliva, ne, pa pogledaš tistih 20 minut, What We Do in tako, drugače pa preigravam celo mobile game, sem se lotil Nier Incarnation, to je Yoko Taro zamišljen celostno ustvarjen svet. Nier Incarnation je dedič Nier Automate, ki jo gledam tudi kot anime, je drugače zdaj ravno se predvaja en del na teden, zdaj smo na 7. delu, mislim, da Nier Automata verzija 1.01a je uraden naslov, tudi zelo dobro anime. Igram pa prav tako študijsko za jazbino, ko bom mogel skozi, ko bi rekel, Tudi mlajši. recenzijski uredniški
mlinček Sergeja Hvalejec, to je zelo, kako bi rekel, neizprostna mašina z veliko zobatimi rezi. Veste, velika večina tukaj prisotnih vas to ve. Res je. Igram Volong, ki je v bistvu Souls-like zadevščina, nekako nadaljuje tradicijo Najoha 1 in 2, dejansko in lahko rečemo tudi Najoh 3, ki pa za razliko od omenjenih se ne dogaja na Japonskem, se dogaja na Kitajskem, tako je prequel na Najoh, kolikor pač vsa borilne veščine japonske in ta tradicija in kultura izhaja iz Kitajske in tam grejo tudi na ta, da je v bistvu malček bolj rudimentalna zgodba in dogajanje, ampak hkrati je pa gameplay v bistvu z vidika same igre pa totalno, ena izmed najbolj smooth iger, kar jih sem kdajkoli igral. Ne glede na seveda tradicionalno zelo visoko težavnostno stopnjo, to ni za starčke brez refleksov. Zato bo Mirt to pisal. Super, hvala Mirt. Gremo mi, skočimo seveda k Igorju, ki je tudi gotovo veliko pogledal in prebral in poslušal. Ja, bom rekel, pogledal sem en super dokumentarc, ki je v Kinodvoru do zmage in naprej o tem, kak je Islandija šovinistična in polko pogledaš, sploh ne ugotoviš, mislim, se moraš zamisliti, da pri nas je še ful huje in je o deklicah, ki igrajo košarko. Priporočam vsem, ki imate otroke, peljte jih res, ne glede, če imate fante ali punčke, super dolgo o košarki, plus ful vrejo košarko igrajo, tako res hudo. Pol sem pa bral ogromno. Paul Tremblay, A Head Full of Ghosts. Paul Tremblay je avtor predloge za Cabin in the Woods, ki je bil pred kratkim v kinu. In tole je ful dobra knjiga. Ja. Tole je pa ful dobra knjiga, ki je v bistvu eksorcizem štorija, ampak čist drugačna, ful bolj creepy. Kar je pa se meni kot filmskemu kritiku zdelo res lepo not, je, da glavna junakinja je hkrati filmski kritik, ki dogodke iz knjige, ker to, kar opisuje v knjigi, je bilo tudi del serije, ki obstaja v knjigi, pač reality TV-ja. In ona potem, ko je odrasla, piše kritiko tega reality šova, da je fake. In ga piše iz stališča filmskega kritika, ki res ve veliko o pač hororju, eksorcizmih v hororju in tako dalje in je krasno. Zelo en tak metanarativ, super zgrajeno, totalno priporočam. Bral sem od Inge Simpson The Last Woman in the World, kar je pač v duhu te apokaliptične scene, ki jo furamo danes. Konc sveta je, razlogi, zakaj so weird, ni tako ful vredo en kup stvari, kar pa ful deluje, je pa to, da je zadeva avstralska in gospa Simpson je prednje začela pač romane pisala o naravi. In v bistvu, ko se ta ženska prebija skozi to okolico, je ful opisov narave, ki so genialni. In vsake toliko se malo ustaviš, pa že tako, ok, a je to fantasy del, a je to Avstralija in potem vedno znova ugotoviš, ne, to je Avstralija. To je dejansko ime drevesa, to je dejansko ime kraja, tak insane, koliko weird poimenujejo stvari. Ampak ima švoh. Nedijo Korafor Akatowicz sem prebral, to je prva knjiga trilogije. To je tak, če ste fan Harryja Potterja, pa se vam zdi malo preveč Harry Potter to angleškost vse skupaj, ker jebeš te kolonizatorje. To je pač v Afriki se dogaja, glavna junakinja ugotovi, da ima čarobne sposobnosti, obiskuje šolo, ful je vzporednic s Harryjem Potterjem, samo je afriška kultura, ful je drugače izvedeno. No, v Hogwarts Legacy imaš drugače tudi zelo rasno, široko zastopanost, med drugim tudi učiteljico in hči, ki postane tvoja prijateljica iz Ugande. Tako da morda tudi kakšna vzporednica. Ja. Z veseljem bom počekiral. No, vsekakor priporočam tole Akatovič, če ste Harry Potter fani, to bi vam moglo biti super. Je pa, mislim, vse v angleščini, ampak ima bolj hardcore, tak dejansko imaš, ne vem, serijskega morilca noter, ki otroke pobije. Prebral sem od Agate Tomežič Šmrljev žleb, kriminalka, zelo zanimiva, krasno napisana, slovenska, seveda. Ful priporočam, res. In od nekega Mirta Komela sem prebral Akilesa. Mirt, a v Sorozu stavil? Ne, ime je popolnoma naključno, enako kot moje. Priporočam, lepo je napisano,
zelo je clever, premišljeno, inovativno in podobno, tako malo gamersko doživetje je, ker ko prebereš skozi, ugotoviš, da moraš še enkrat obrniti. Klent, vse tri konce. Ja. Jokotaro moment. Ja, je v redu. Je pa, kot je kolega Harlamov rekel, to ne postmodernistični, ampak ja. Predmodernistični. Ja, je že to. Nekaj je rekel. Ja, nekaj novi modernistični. Daktari požere. Neomodernistični. Daktari požere. In prebral sem še od H.P. Lovecrafta primer Charlesa Dexterja Warda, ki še ni izšel. Jernej Župančič je krasno prevedel, ful priporočam, Županič. Bomo govorili o tem več na NMN. Tako. Hvala, Igor. Mito, imaš še ti kaj za dodati? Ne, same stare fore. Star Trek, Ted Lasso sem še enkrat, Zelda Link of the Past, malo predrkavam, ta pa to. Jaz bom pa zdaj izkoristil to, ker Igor tega ni omenil in bom jaz seveda povedal. Igor je namreč z Igorjem sva gledala Krik 6, žal ne skupaj, ampak videl sem pa recenzijo, ki smo jo tudi delili na naših omrežjih, pa je tudi lahko spodaj, pripopamo spet. Od Igorja jaz absolutno nisem tako navdušen od Krikem 6, kot je Igor, in se mi je zdel zelo slab, zelo dolgočasen in zelo slabo narejen. In sem se res dolgočasal zraven, celo bolj kot par najstniški pred mano, ki se je košuval cel film. Mi je pa bil zaradi tega kokain medved mogoče bolj všeč, zdel se mi je zabaven in pa nekaj prizorov, tisti njegov lov rešilca se mi je zdel izjemen. Tisto je rekla, da je probala kot Fast and Furious, samo da je z medvedom, pa da so vsi neumni. Tako, kar je zelo drugače kot Fast and Furious. Ljudje in ljudine, če boste verjeli ali ne, to je bila že naša 156. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na mejo Bot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Sergej, ok, boomer, hvala, Mirt, sublimni komel, Marko, kakšnega zombija več, Valadžija, Igor, izrazni plesalec harp, Mito, brezumni avtomatom, in Aljoša, kanibal Harlamov. Če vam je tole epizodo smo posneli v kinu Bežigrad, kamor redno pribežimo v zavetje teme in osvetljenega platna, varni pred glivami in ugrizi, razen na vratu. Če vam je bilo všeč, kaj ste danes slišali, delite, všečkate naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcast ali Spotify, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če tole poslušate z glivicami na nohtih in v pomivalnem stroju, začnite se pripravljati na apokalipso, snemite si vse naše epizode, nakopičite si čokolešnika in se zabarikadirajte v najbližji nakupovalni center, ki ima arkade. Pa ste preskrbljeni za naslednjih 100 let. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcastobot, brez pikic, brez skojem. Sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav, oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo vsem tekočih epizodah o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bodemo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabna mreža še vedno tudi delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vsa vprašanja, pripombe, komentarje, kaj naj pogledamo naslednjič. To je bila že, se pravi, 156. epizoda. Dragi oboževalci in oboževalke, naslednja redna epizoda je torej na vrsti 4. aprila. O čem bomo govorili, je še taka skrivnost, da še mi sami ne vemo. Se slišimo torej takrat. Hvala vam za vašo pozornost. Outro. Ti si ko unika na koncu oglase za farmacevtske izdelke. Pove. Počasi,